Lepo pozdravljeni, dober dan vsem skupaj, spet se javljam z mojimi video komentarji. Upam, da ste vsi v redu, da prodajate nepremičnine, tisti, ki jih prodajate, da tisti, ki ste morda kupili, ste kupili dobro, tisti, ki nameravate kupiti, upam, da boste kupili čim bolje ali prodali čim bolje. Danes bi se spet mogoče navezal nadaljevanje mojega komentarja v zadnjih videih oziroma v prejšnjem videu, in sicer na te apetite oziroma na visoke cene oziroma za mnenja kar dosti ljudi, previsoke cene, kot smo zdaj tudi videli, smo pred dnevi vprašali tiste, ki me sledite na Facebooku, ali se vam zdijo že cene, ki jih imamo trenutno, previsoke oziroma kakšne se vam zdijo oglaševane cene, in lahko rečem, da kar velika večina, seveda avtomatično morda, ne vem, da so cene previsoke, ampak če sem čisto odkrit, cene trenutno so res že zelo, zelo visoke, lahko rečem tudi moje mnenje je takšno, ampak načeloma še vedno velja na trgu nekaj, torej ponudba in povpraševanje, torej nekaj je vredno toliko, kolikor je pač kupec pripravljen plačati, in trenutno očitno v Sloveniji so kupci pripravljeni plačati kar dosti denarja za določene nepremičnine, sploh če govorimo o nekem povprečju, lahko rečem, da so na teh najbolj iskanih območjih, torej Ljubljana z okolico, Slovenska obala, Gorenjska, tudi druga pač mogoče mesta, dokaj iskane nepremičnine, še vedno pa opažam, da je največje povpraševanje po stanovanjih. Ampak zanima me nekaj drugega, oziroma danes bi rad komentiral nekaj drugega, to je tisto, ali je trg res sposoben pogoltni, da tako rečem, te velike apetite prodajalcev, torej tipično slovensko obnašanje, torej moja nepremičnina je vredna zelo veliko, sosedova pa pač, ko kupujem nič, ali pa malo. Jaz se dnevno srečujem s tem, torej ko nekdo želi prodati, bi rad dobil čim več, ko pa govori o nakup nekaj drugega, pa tam se obnaša ravno nasprotno, torej tista druga, ki jo pa kupujem, pa ni vredna toliko, kot pač tisti želi. In tukaj potem je nek začaran krog previsokih cen, oziroma ko nekdo nekaj ni pripravljen, pa je pripravljen, tako naprej. V glavnem, ali trg lahko pogoltne te previsoke ali pa rečemo visoke apetite prodajalcev. Zdaj trenutno se še kar nekaj dogaja na trgu, torej so prodaje, predvsem bom rekel stanovanj, še vedno dokaj dobre, visoke, opažam pa sam, da tam, kjer so cene previsoke, se enostavno ustavi. Torej imamo območja, recimo in v Ljubljani ali na obali, tam, kjer pač jaz oziroma moje podjetje deluje, primere, ko prodamo neko stanovanje dobesedno takoj za višjo ceno, kot smo oglaševali, in pa neka stanovanja ali pa nepremičnine, ki pa se prodajajo že v teh, rečemo, dobrih časih že pol leta. In to pomeni, če se prodaja pol leta, seveda, da trg tega stanovanja po tej ceni pač ne bo pogoltno, in praviloma je vedno vzrok, da se ne proda pač cena. Torej jaz mislim, da trg v nedogled ne bo pogoltno teh apetitov, ne bom zdaj rekel, da bojo jutri cene padle, pa čez pol leta, ampak če bo šlo tako naprej, bomo hitro mogoče prišli, če se spomnite leta 2008, kaj se je takrat dogajalo, pač apetiti so bili enormni, kupci so kupovali vse, kar je bilo, banke so financirale vse, in zdaj sicer nismo v taki situaciji, čeprav načeloma se kar že kupi skoraj marsikaj, in tudi banke tistim, ki so seveda kreditno sposobni, dajejo denar, marsikdo se tudi zafinancira oziroma zakreditira preveč, vsaj po mojem mnenju, pač sam zato, da bi imel svojo nepremičnino. Zdaj spet smo tukaj, ljudje bi radi bili lastniki v Sloveniji, ne najemniki, to je spet imam istočnico za nek naslednji komentar prihodnjič, ampak načeloma jaz mislim, da preveliki apetiti ne bojo šli v nedogled, in vprašanje, kaj se bo zgodilo, ker že zdaj opažamo marsikje, da pač so apetiti preveliki, čisto odkrito povedani, in se nepremičnina ne proda. Tukaj še vedno jaz vztrajam pri tem, če se vaša nepremičnina prodaja več kot, bom rekel, 2 do 3 mesece, govorim za stanovanja, pa sem to že veliko rekel, in več kot pol leta za hišo, govorim za neke povprečne nepremičnine, ki jih je največ v Sloveniji, potem po vsej verjetnosti imate previsoko ceno, in tukaj se seveda žal vaši apetiti ne bojo išli po vsej verjetnosti po načrti. Govorim za neko povprečje nepremičnine. Torej moje mnenje je, da apetiti ne bojo
v nedogled zdržali, ker mislim pa, da so se tudi kupci ali pa vsi skupaj smo se nekaj naučili iz zadnje tako imenovane krize, kaj pomeni neko, bom rekel, pretiravanje na trgu oziroma neke umetno ustvarjanje pozitivne klime in tako naprej. V glavnem počakajmo, bomo videli, kaj bo. Trg bo spet povedal svoje, čas bo povedal svoje. Jaz vas lepo pozdravljam, lepo se imejte in se kmalu slišimo spet v nekem mojem naslednjem komentarju. Uživajte. Adijo, srečno.